pozdrav, sem polkovnik Franc Koračin, vodja vaje, mednarodne vojaške vaje Adriatic Strike 2012. To je prva takšna vaja, katera organizira Slovenska vojska skupaj z sodelovanjem z partnerskimi državami z ciljem za izvedbo usposabljanja in pa preverjanje usposobljenosti usmerjevalcev zračnega prostora. Sama vaja traja od 11. do 15. junija. Moram reči, da bi se zahvalil tudi partnerskim državam za sopodporo pri organizaciji in pa izvedbi same mednarodne vojaške vaje. V tem trenutku imamo prisotnost tako pripadnike oboroženih sil italijanske vojske, madžarske vojske, hrvaške vojske in pa ameriške vojske. Posebej bi se zahvalil tudi poveljstvu zračnih sil ameriške vojske v Evropi v sami podpori, tako v pripravah, kakor tudi pri organizaciji in izvedbi same vaje. V tem trenutku imamo 6 skupin usmerjevalcev zračne podpore in tu je tudi naša ambicija, da nekako prikažemo potrebo, pomen in vlogo teh usmerjevalcev na sodobnem bojišču in tisto, kar zadeva tudi v operacijah v podporo miru. Lahko rečem, da so tudi tuji pripadniki oboroženih sil zelo zadovoljni z organizacijo in izvedbo vaje. Moram reči, da ne samo pri organizaciji in podpori te vaje sodelujejo tudi tuja letala, strani ameriške vojske tip letala F-16, z italijanske vojske tip AMX in pa madžarske vojske AMX. Ta del samega načrtovanja in pa organizacije aktivnosti teče po celotnem ozemlju Republike Slovenije na delovnih točkah, katere imamo 4, tako v cilju podpore, zračne podpore gorskemu bojevanju, v naselju, v lokaciji Vrhovo, v podpori delovanju na delovni točki Gotenica in pa seveda na tem osrednjem vadbišču Poček, kjer bomo tudi dejansko z našimi letali, ki prav tako podpirajo vso organizacijo in pa podporo izvedbo usposabljanja usmerjevalcev zračne podpore z letali PC-9 in pa z helikopterjev tipa Bell 2006. V današnjem prikaznem predstavitveni vaji v sklopu mednarodne vojaške vaje Adriatic Strike želimo prikazati celotni del mednarodne vojaške vaje, kakšen je cilj in namen in te seveda samo organizacijo okrog usposabljanja usmerjevalcev zračne podpore. V naslednjem delu želimo predstaviti v celotnem delu, kakšen je pomen in vloga usmerjevalcev zračne podpore, kje smo v tem trenutku v slovenski vojski in kakšne potrebe imamo, tako na delo sodobnem bojišču in pa tudi seveda za potrebe v mednarodnih operacijah v podporo miru. V naslednjem delu, v praktičnem prikazu, bomo predstavili dinamični del, kjer bomo dejansko prikazali celotne postopke, katere izvaja valec zračne podpore pri navajanju letalskega ognja. V današnjem delu bo tokrat navajanje letalskega ognja izvajal pripadnik oboroženih sil italijanske vojske ob nadzoru izkušenega pripadnika našega usmerjevalca, kateri je pripadnik 1. brigade v oddelku za usmerjanje združenega ognja. Danes bo tudi končni del, ta del, kar bomo prikazali kot zaključek, tudi verjamem uspešno navajanje bojnega streljanja z našimi letali PC-9 tipa Pilatus.